Pozdravljeni in dobrodošli na otvoritvi razstave likovnih del diplomiranega slikarja Domna Kotnika. Zlasti smo ponosni, kadar v prostorih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije s svojimi deli gostujejo naši pripadniki. Tudi Domen je eden izmed njih. Ne samo, da se ukvarja z oblikovanjem, ilustracijo in fotografijo, tudi filmska dejavnost mu je blizu, o čemer pa se bomo danes tudi prepričali. K besedi pa vabim gospoda Mladena Jernejca. Prosim. Ja, in lep pozdrav, spoštovana gospa Ljubica Jelušič, ministrica, spoštovani avtor Domen Kotnik in spoštovani gostje. Kaj ne rečem, ljudi kot je avtorjev, kot je Domen Kotnik, je pravzaprav zelo malo. Gre za človeka, ki je pravzaprav z eno veliko požrtvovalnostjo in seveda z velikim talentom uresničil neke svoje sanje, da je v svoji službi, odgovorni, resni službi, ki je upravljal v Slovenski vojski, doštudiral tudi na šoli za risanje in slikanje, diplomiral in si pridobil visokošolski naziv diplomirani slikar. Tako da imamo danes opravka za eno zelo celovito osebnostjo, ki zelo, bom rekel, zelo suvereno obvlada vsa likovna orodja, se pravi, vešče vseh likovnih orodij in več ni samo v mediju slike, s katerim se danes tukaj predstavlja, ampak je tudi v mediju filma. Gospodu Domnu Kotniku, diplomiranemu slikarju in umetniku, čestital v tej razstavi, se seveda kot njegov bivši mentor želim še naprej takih lepih postavitev. Hvala lepa. Kot je bilo dejano, v bistvu gre v slikarstvo in v umetnosti, upodabljajoče umetnosti za izbor medija. In takšnega tudi uporabljamo, oziroma ga uporabljam v vseh mogočih pogledih. En od teh je film, ne v smislu igranosti oziroma dramatiziranja ali kaj podobnega, pač pa samo kot nosilec medijski, na katerem lahko dosežem tisto, da prikažem stvari takšne, kot čutim in niso statične. Gre pa tudi za element spogledovanja z naravo in element spogledovanja z samo Slovenijo. Kot vojak, tudi naša potovanja, ki so izven te naše lepe dežele, se premalokrat obračamo v to našo deželo. In če pogledam malo drobneje kot abstrakcijo, se pravi kot drobljenje ali izhod iz tiste materialnosti, lahko tudi tukaj opazimo marsikatero zadevo in mogoče zastopimo malo drugače. Sem brez denarja, posedel kar doma, če pa žepi polni so bedajč, prav posod, ker se šiva roke do šiva. Hvala za povabilo, predvsem pa vsem vam lep in prijazen pozdrav, dragi sodelavci, dragi gostje, spoštovani umetniki. Vesela sem, gospod Kotnik, da ste odstrli delček tega svojega bivanja, ki ga sicer v službi ne poznamo tako dobro, in nam ga pokazali tako preko slik, kot tudi preko drugih oblik izražanja umetnosti. Hvaležna sem tudi gospodu Jernejcu, ki ne samo, da vam je dolgo časa že stal ob strani in vam stoji ob strani tudi sedaj, ampak tudi zato, ker nam je vsem skupaj danes v svojem uvodu pomagal misliti naslov vaše razstave in tudi dojemati abstrakcijo, abstraktno na drugačen način, kot smo v tem uradniškem svetu tega navajeni, in je včasih bolj psovka, kot pa korekten izraz za to, da poskušamo iz velikega števila nekih konkretnih dejstev izvzeti oziroma pokazati tisto, kar mislimo, da je skupno vsem. In to skupno vsem, to neko skupno novo bistvo, je ponovadi nekaj takega, kar je mogoče z novimi dejstvi tudi spreminjati, tudi preoblikovati. Ampak ravno v duhu tega skupnega bistva se mi zdi, da velja danes videti otvoritev vaše razstave, gospod Kotnik, in pa seveda tudi vaše delovanje na Ministrstvu za obrambo. Namreč skozi marsikaj, kar smo že sedaj lahko videli, pa tudi kar nam bodo govorile vaše slike, lahko rečemo, da ste pomagali povezati več bistev delovanja obrambnega resorja. Namreč
Dejstvo je, da skrbite za pridobivanje kadrov v Slovenski vojski, torej skrbite za to, da mladi ljudje prepoznajo v Slovenski vojski dobrega delodajalca, ampak tudi nekega zaščitnika, nekega skupnega dobrega. In zaradi tega se priključujejo, seveda tudi ob tem, ko jim vi pojasnjujete, kaj pravzaprav je Slovenska vojska, tudi zaradi tega se priključujejo našim vrstam. Jaz si samo želim, da bi tudi preko vas osebno znali videti, da je Slovenska vojska tudi prostor, kjer lahko razviješ takšne dele svoje identitete, kot ste to pokazali vi za svojim umetniškim delovanjem, predvsem pa tudi sposobnostjo utirjanja svoje umetniške duše. Ko jaz poskušam poiskati nekaj skupnega med vašim delom in tem, komu pripadate, kateri organizaciji pripadate, ne morem mimo spoznanja, da nam nenehno sporočate o tem, kako doživeti naravo. Tudi film je pravzaprav govoril o tem, kako naj skupaj z vami vsi mi doživimo naravo. V bistvu nam sporočate, da ko smo pripadniki Slovenske vojske, smo tudi varuhi nečesa, kar je v nas in okrog nas najbolj ranljivo. In to je narava. To je tisto, kar smo dobili od svojih prednikov, kar prenašamo naprej za prihodnje rodove in naša zgodovinska odgovornost je, da to čuvamo in varujemo. In skozi prav to, kar nam vi preko razstave danes sporočate in tudi preko drugega umetniškega delovanja, se mi zdi, da je sporočilo vsem nam, vsem vojakom, vojakinjam, da smo odgovorni za varovanje svojega okolja, smo odgovorni za varovanje narave, ki je v nas oziroma okrog nas. Hvala, ker ste nam vse to omogočili tudi z abstrakcijami, torej skupnim, povezovalnim na vaših slikah. Včasih zjutraj vstanem, letalo se zazre, se vpraša, kdo je tale moški, se pa ne zna in obdej se še zabava, se bilo fajn ima, verjamete, da je mogoče tu tako živeti.